Pozdravljeni. Na vrsto je zopet prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih sklopih novic, kjer se bomo dotaknili vsega tistega, kar po mojem mnenju rabi dodatni komentar ali pa kar ni vzbudilo dovolj velike pozornosti v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A kot običajno, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalih, imate bližnjice do izvirnikov navedene v samem opisu. In tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem zasledil v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled, moje osebno mnenje. Tudi tokrat smo na hitro obnovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Film o Formuli 1 zbuja med navdušenci ogromno pozornosti. In ko sem na spletnem portalu motosport.com 17.6. zasledil, kaj si o tem mislijo razni sodelavci tega portala, sem z navdušenjem prebral članek. Treba je dodati, da navdušenje je dokaj hitro skopnelo. Namreč že na samem začetku sem lahko prebral 2 zgoščeni mnenji. Prvo je bilo to, da film ne bo nikomur všeč. In drugo je bilo ono, ki je pravilo, da bo film všeč samo tistim, ki ne vedo absolutno nič o Formuli 1. Ampak treba je priznati, da Anglosaksonci imajo rahlo drugačen smisel za humor, zato sem z branjem nadaljeval. Ampak ko sem zasledil podatek iz zgodbe, da se je Brad Pitt vrnil v Formulo 1 po 30-letni odsotnosti, sem avtomatsko prenehal z branjem. In seveda vzdržal sem se branja tudi ostalih člankov o tej tematiki. Verjamem, da so avtorji želeli Formuli 1 samo dobro, ampak vrnitev po 30-letni odsotnosti je nekaj takega, kot če bi danes na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1 v kokpitu za volanom srečali Nigela Mansella, ki je svoje zadnje poizkuse nekako napravil prav tistega leta 1995. In kako je to realno, si lahko odgovori vsak sam. Dejstvo je, da je verjetno to samo začetek izjemno napete fantazijske zgodbe, ki se dogaja v neki paralelni resničnosti. In mi, navdušenci, naj bi vzklikali, kako dober je ta film, ker ima super efekt. Verjamem, da mnogim izmed vas je bil všeč film Rush, ki je pripovedoval resnično zgodbo. Kaj je resničnega tukaj, se lahko kot ponavadi odloči vsak sam. Pri meni je že ta polovica članka napravila kar velik odpor. A verjamem, da bo film uspešen, kajti vloženega je bilo ogromno denarja, tako v realizacijo kot v reklame. Sprašujem pa se, ali nadaljevanje se bo imenovalo F2 in tretji del F3. No, odgovor na to in še marsikatero drugo vprašanje nam bo dala le prihodnost. Mi pa pojdimo k drugi
današnje teme. V našem drugem sklopu se bomo pa dotaknili teme, ki nima neke neposredne povezave s Formulo 1, ampak je še kako pomembna. Verjamem, da ste zasledili, kako je Luca Di Meo odstopil iz vrha koncerna Renault. Sam se bom tu skliceval na članek, ki ga je objavil Reuters 16.6., ampak verjamem, da ste lahko vi zasledili to novico v mnogih drugih virih. In sedaj je treba pojasniti, zakaj je ta odstop tako pomemben. Namreč Di Meo je zapustil Renault in odšel k Keringu, torej tisti krovni družbi, ki ima med drugim v svoji lasti tudi modno znamko Gucci. Sedaj, ali se bo Luca Di Meo ukvarjal z torbicami in modnimi dodatki, nas absolutno nič ne briga. Ampak v Formuli 1 je še sedaj njegov osebni svetovalec, seveda pri ekipi Alpine. In to je, uganili ste, Flavio Briatore. Sedaj z odhodom Di Mea, kaj se bo zgodilo z Briatorejem? Se bo nekako potuhnil in bo ostal v Formuli 1 kljub menjavi na vrhu, ali bo, tako kot tisti, ki ga je v Formulo 1 v resnici vrnil, kaj hitro izginil iz scene? Osebno sicer ne vem, ampak zanimivo, da Briatore v vseh teh možnih kombinacijah v raznih virih, v raznih člankih nikoli ni bil omenjen. Ampak še pred nekaj tedni smo lahko brali o tem, kako on nima pogodbe z ekipo Alpine, ampak direktno z Renaultem. In to bi se dalo zgoditi marsikaj. Ampak kaj, bomo kot ponavadi ugotovili skupaj. Mi si pa poglejmo, kaj sem pripravil v tretjem današnjem sklopu. A v tretjem današnjem sklopu se bomo pa dotaknili novice, ki je bila objavljena na spletnem portalu GP Blog 18.6. Zopet bo govora o veliki nagradi v Južnoafriški republiki. Namreč sedaj je prišla na dan uradna novica, da kolikor proga v Calaiemiju dobi Grade 1, torej tisto homologacijo prve stopnje, ne bo nobene ovire, da bi jo uvrstili na koledar svetovnega prvenstva Formule 1 v prihodnosti. Sedaj ima homologacijo Grade 2. Ampak tu se mi, navdušenci, moramo začeti spraševati, kaj so nam govorili v preteklosti. Namreč nekateri avtorji so veliko nagrado Južnoafriške republike na koledar svetovnega prvenstva Formule 1 postavili že v sezoni 2023. In proga sploh ni bila homologirana oziroma ni imela niti pogojev za to. In sedaj, kaj se gremo? Namreč, ali imamo res take vire, ki ne znajo preveriti niti osnovnih informacij in nam ne dajejo nekega kritičnega razmišljanja, oziroma ki nam podajajo neke sestavke, kjer je glavno, da so šokantni, dramatični in pretresljivi. Vsakdo se lahko kot ponavadi odloči sam, ampak meni osebno ni všeč, da nas dolga leta vlečejo za nos in nato na koncu podajajo čisto tretje zgodbe. Ampak verjamem, sam sem čuden, sam sem tečen. Mi pa poglejmo še zadnji današnji sklop. Za konec pa kot običajno še tista rahlo bolj obrobna, ležerna novica,
ki pa jo je marsikdo izmed vas verjetno spregledal. Na spletnem portalu 24ur.com so 16.6. objavili poročilo o na prvi pogled grozljivi nesreči Josepha Newgarda. In treba je povedati, da se je na koncu vse srečno izteklo, nihče ni bil poškodovan, le materialna škoda in lahko bi dejali, seveda, vse dobro. A treba je biti kot ponavadi malce bolj natančen in iti malce bolj v globino. In v tem primeru to pomeni prebrati vsaj prvi odstavek članka. Ker sam razumem, da avtor ali pa avtorica ne poznata tistih ameriških serij motošporta, namreč v seriji IndyCar imamo bolide, ki jih sestavlja Dallara in motorje tako Chevrolet kot Honda, ampak to ni absolutno važno. Opravičljivo je tudi dejstvo, da se lahko zgodi tipkarska napaka. Namreč Newgarden naj bi drsel ob okraji in ne ob ograji. Ampak to, da je avtor napisal ograja, je že pozitivno, namreč bistveno bolj pravilno je kot ograda. A pustimo tudi to. Tisto, kar je mene osebno spravilo na izjemno visoke obrate, je dejstvo, da je avtor napisal, kako je Newgarden drsel po strehi svojega Chevroleta, ki je v resnici Dallara. In tu se lahko začnemo spraševati, res, kaj imamo danes v svetu motošporta, da nekdo, ki piše o enosedežnikih, ne ve, da njihove lastnosti so prvič, da ima 4 kolesa, drugič, da so nepokrita in tretjič, da so brez strehe. Za razliko od prototipov, ki seveda tudi imajo 4 kolesa, ki so pokrita in imajo lahko ali pa tudi ne streho. A ni težava v tem, kot sem dejal, avtor lahko sploh ne ve, o čem piše, kar je v današnjem svetu razumljivo in opravičljivo. Dejstvo je, da ta članek ima, uganili ste, nič pripomb. Nihče, ki tega sestavka je nekako prebral, ni opazil oziroma javil, da nekaj ni v redu, ali pa kot drugič, nihče tega članka ni prebral in pika. In tu se lahko začnemo res spraševati, na kakšnem nivoju je kultura slovenskega motošporta. Rečem, da takšne sestavke morajo sestavljati tisti, ki so praktično eksperti za določeno področje, ampak vsaj bralci, mi bi morali opaziti, da nekaj ni v redu. A verjamem, sam sem izjemno zahteven in mnogokrat presneto tečen. A kljub vsemu, tokrat smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.